Kar celo ga zdravo. A sta prišla malo pogledat, kako izgleda ta prava zima? Ja. Ja, a gremo noter? Gremo. Kafe gor. Tukaj pa je malo drugače. Koliko je pa tukaj minusa? Tukaj pa -7. Kako bi pa bilo, če bi imeli bolj toplo, potem bi se nam ves led stopil. Kaj pa sploh je namen tega muzeja? Ta namen je, da pokažemo, da se da iz vode, iz navadne vode, ki jo pijemo iz kozarca, narediti take noro dobre skulpture. Kdo je pa vse to naredil? To smo pa delali 4 slovenski umetniki, 4 ice carverji in 2 Španca, 2 prijatelja sta prišla pomagati. Tukaj je takle otroški kotiček. Tole imamo gosenico, tukaj je tjulenček, tamle je vlakec, na katerega se lahko usedete. Tole je pa ena izmed naših glavnih znamenitosti. To si ja, prid. Tako, evo, pa si angelček. Greš še ti provat biti angelček? Kako? No, pridi. Kaj pa ta lep zmaj? A to ima kaj zveze z ljubljanskim zmajem? Ne, tole je pa zgodba o nastanku Celovca. Zgodba pravi, da je tisti prostor, kjer je danes Celovec, poseljeval zmaj in se ga ljudje niso mogli znebiti. In potem niso vedeli, kako bi ga pregnali, so vzeli bika, nanj navezali velik kavelj, bika privezali za stolp in potem je prišel zmaj, je bika pohrustal in se je ujel. Potem so pa prišli ljudje s ta velikim gorjačem in so ga pobožali. A to pa je iglu ali kaj? A so iz Kenije? Ne, tole je pa Peca. Poznate zgodbo kralja Matjaža? A ja. Ja, tukajle smo ga postavili v akcijo. A, tole pa poznamo, to je slap. Bravo, vidiš Manca, že spoznavate oblike, ker rabiš nekaj, da se navadiš, kako v ledu gledati vse skupaj, a ne? A pa veste, kaj tole predstavlja? Tole je zgodba Krsta pri Savici. Ja, kdo pa ga je napisal? Prešeren. Bravo, vladata, super. Tole je Črtomir in tole je Bogomila. To se je dogajalo v tistem času, še preden je k nam prišlo krščanstvo, krščanska vera. No, vidite, to si je pa jaka, tle pa mi skulpture delamo. Zelo. Ja, evo, bi rada probala? Vaja zanima, kako izgleda? Ja. Zelo. No, začnemo s temle velikim bletom. Ja, takole, iz strani. Da se znebimo viška ledu. Izvolite. Tako, mogoče majhen bolj nežno. Bravo, super. Jaka, bi ti tudi malo poskusil? Ja. Kaj že delamo? Tole delamo pa laboda. Poglej, tukaj smo že linije zarisali, zato da točno vemo, do kje lahko delamo. Super. A to ste tudi na drugih kipih zarisali? Ja, vedno zarišemo pred tem, a ne? Potem pa s čim? Odrešemo. Bravo. Z ročno žago ali pa? Z motorko. Tako. Kako pa tiste podrobnosti, s čim si pomagate pri Pri podrobnosti? podrobnostih si pomagamo z različnim električnim orodjem. Imamo kakšne rezkarje, lahko pa tudi ročne žage, takele malo večje, kot jo ima Manca, pa tamle imamo še ostalo orodje, dleta. Evo. Super. Vžgemo majhen močnejše orodje. Ja, no, pa pejte malo bolj stran. Tole. Evo, fanta, iz tegale tukaj, potem nastane takle labod. Potrebno je tlele še malo odrezati, treba mu je tukaj še majhen oblikovati, potem pa moraš zarezati, ker ima labod, kaj? Peruti. Bravo, Perje. super. Evo, a boste probala? Evo, s tole žagco pa potem na koncu narediš teksturo in zaradi tega, ker ima led teksturo, potem na svetlobi čisto drugače izgleda.